tole vzdušje v dvorani. V torek ste me opozorili na to, pa vidim, da so vas res poslušali in prišli vas močno podpreti v domači kraj. Ja, no tako kot sem povedala že zadnjič, da to naše vzdušje v tej naši dvorani je res neverjetno. Ste lahko slišali bobne, raglje, krike. To je res, če nisi tukaj, ne verjameš. In very short time, Rouge Grand Prix became one of the biggest competition, like the World Cup, well known around the world. So open the season every year, and we are just working for the next edition next year. And this is the reason that I attend this. And because I had to learn what they are doing. A small city, a small village like Rouge became the capital. And Slovenia is the capital in this 10 days competition of the shooting in the world. Ja, mi je fajn, da sem lahko končno te izkusila tudi to finale in se že veselim naslednjih. Še vedno tudi najtežja tekma ali samo najlepša? Še vedno najtežja. Mislim, da bo to kar vedno ostala najtežja. Mogoče ste zdaj tudi koga spodbudili, da se začne ukvarjati s tem športom, s tem uspehom, pa me zanima, no, en tak napotek nekoga, ki bi želel se preizkusiti v streljanju, kaj so recimo 3-4 ključne stvari, na katere mora biti pozoren na strelišču. Jaz bi kar povabila vsakega, ki si želi, naj pride probati. Jaz mislim, da je strelstvo v Sloveniji toliko razširjeno, da je res v vsakem kraju neko strelišče, pa tudi če je samo zaselek. In v bistvu ne obupati, no. Strelstvo je tak šport, pri katerem premaga delo preko talenta in lahko v bistvu zelo dosti narediš z tega ven.